dokončno initiation z malo več brzine, z malo več commitmenta, samozavesti, vzak z kurve naredil eno napako. Straight to Vinka hotel zašaltati v nižjo prestavo, ker četrta je vlažji toliko pod boostom, da enostavno avto nima več toliko hitrosti zadnjih koles. Ker sem stisnil sklopko dol v tretjo, je avto zadnji seveda odblokiral kolesa in porinil vse skupaj v smeri kolesa in sem zletel v peskovnik kar globok. Ja, am Start weiterhin zu sehen, Dre Nitrous. Nek 355 drive, final drive, da bi lahko tretji, ja. Ne, pa po mojem bi še vedno mogel četrti initiirati. Po mojem še vedno. Ampak vsaj pol iz tega zak skura ven, ker ti malo toliko zmanjka, da to tretjo pa pol naprej odpele bi pošlo. Ker ni toliko veliko zmanjkalo. Tako da, ne glede na vse. Zdaj sem 100 kg lažji, ki je tole za mano. Ampak ja, dobra izkušnja, dobra izkušnja. Uradno je današnji dan zaključen, odpeljali smo kvalifikacije. Nažalost nismo v igri za jutri, za top 32, ampak lahko rečem, da je to bilo tako nekako pričakovati
potem s čemer smo se danes veliko ukvarjali. Ja, važno je to, da sem dal res vse od sebe in nekako bom rekel, da stisnil kar dober maksimum iz tega, kar sem imel na uporabo. Entry, hard, kar je le lahko bil, ampak ja, pač potem naprej se enostavno ni šlo z powerjem oziroma avtoma čist preveč OPM-a, čist preveč zagripan in časovnice, ki je bila danes nekako ni omogočala, da bi na hitro karkoli lahko spremenili, razen dvigovati tlak malo po malo, dokler nismo prišli do neke kritične točke s tlakom, kjer stvari nekako pol več nimajo smisla. Zelo dobra izkušnja, tudi veliko smo se naučili, predvsem to, kaj je avto rab, oziroma to že nekako kot prej vemo, kaj je avto rab, ampak tudi dokaz je, da za take hitre steze, kakor je to, je pač nujno potrebna posodobitev pogonskega sklopa. Ena stvar je že v prihodu, ki bo dejansko nam povečala konjenico, ampak jaz mislim, da s temi dodatnimi 100–150 konji več, glede na samo prestavno razmerje in vse, bi bilo kar malo problematično. Je pa tudi res ena stvar, da s posodobitvijo, ki pride, bomo tudi dvignili blokado motorja. Predvsem, kar je pa tudi pomembno, ne samo, da bomo dobili več moči, več navora, da imamo večje delovno območje, kar je tle zelo pomemben. Sploh pri tem pogonskem sklopu, ki ga imamo, ko je recimo na stezi kot je ta, je med tretjo in četrto prestavo zelo velika luknja. In to se je tukaj danes dobro poznalo, ker na sami ravnini, ko štartaš do točke iniciacije v drift, moraš dati pri tem avtu četrto prestavo, full gas, full commitment, narediti transition v drift, se pravi prenos drifta v ovink in full gas. Ampak brzina, ki je pač ovink lahko nos oziroma avto v ovinku nos, je takšna, kakršna je, in s tem setupom četrti enostavno ni šlo cel ovink odpeljati s konstantnim wheel speedom, se pravi s konstantno hitrostjo koles in nekako držati ta moment naprej v del steze. Kar sem mogel narediti, je šaltati v tretjo prestavo in v bistvu s tretjo prestavo potegniti ven iz ovinka. Mogel bi šaltati nazaj v četrto potem, da bi imel lahko dosti momenta za dokončati progo. To smo probavali, ampak menjalnik nam tega enostavno ne omogoča, oziroma se je končal skoraj zelo slabo. Še vedno avto je dokaj ostal cel, razen tega kosa. Vse ostalo v redu, mogoče menjalnik malo zmatran, bomo videli, ko pridemo nazaj v bazo. Vikenda še ni konc, jutri je nov dan, ne glede na to, da nismo v igri za top 32, imamo še vedno opcijo furati, trenirati. Še en mogoče zanimiv podatek je, da ne glede na teh dobrih 500 konjev, ki jih imamo s tem setupom, smo tokrat na tem eventu bili dejansko konkretno pod povprečjem konjskih moči, ki jih ima ta pedal. Tako, vsaj za, po mojem povprečju, za nekih 100–150 konjev sigurno pod povprečju. Veliko avtomobilov uporablja sekvenčne menjalnike, kar bi nam definitivno danes to tukaj pomagali, ampak ja, nekako ni to tak easy upgrade za nas, finančno gledano. Pustimo se presenetiti, kaj bo poletje prineslo, oziroma zima. Mogoče uspemo uhakliti kakšne potencialne sponzorje, ki bi nam pomagali razviti program, da lahko naredimo avto še bolj tekmovalen za takšne dogodke oziroma za takšne dirke, kot so tukaj v Nemčiji, predvsem Hockenheim, Lausitz, Nürburgring in pa ja, mogoče še kaj drugega razen Nemčije. Tako da to je to za danes. A sem kaj pozabil? Niti ne. Ej, se vidimo jutri. Jo. Tam tlele res neki čuden je upet gor. Če sam za pogled, da ga ne ful razmetaval sem pa tja. Ker po mojem se tam mogo nekaj zgoditi, da se ne zatakne več.
Drugi dan, Hockenheim ring, začeli se bojo treningi počas, mi smo uradno s tekmovanjem zaključili, ampak se lahko udeležimo teh treningov in definitivno bomo to tudi izkoristili, da probamo še neke druge nastavitve, ki jih včeraj nismo uspeli probati, ker imamo to opcijo, imamo čas. Vidimo, kaj se bo dogajalo, se kaj naučimo iz tega, zabeležimo in ja, pogruntamo mogoče te neke optimalne nastavitve za prihodnjič oziroma za prihodne podobne konfiguracije. Tako da avto je že na dvigalki, pripravljen za setapiranje, se gremo peč in se vidimo na stezi. Bom probal priti ven. Torej, spremenili smo nekaj nastavitev na avtu. Šli nazaj na stezo. Prvi krog je bil zelo obetaven. Smo rekli, da gremo takoj nazaj na štart za drugi krog. In na štartu rutinsko prižgem antilek, štartamo drugi, zašaltamo tretjo in začne avto neki pojenjati, sržati. Pač enostavno daš gas do konca in samo kada mu, ne vem, goriva zmanjkuje ali zraka mogoče. Zanimivo je pa, da ko ugasnem antilek, pa načeloma avto normalno se odziva. Tako da bo tudi zdajle pogledal loge, če se kaj vidi, če ne pogledamo še motorem prostor, pa probamo ugotoviti, kaj je narobe. Bilo bi dobro, če nam to zelo malo uspe, da gremo nazaj na stezo, ker mislim, da smo zdaj kar dobro nasplirali stvari, sicer malo prepozen. Evo, Hockenheim ring je za nas zdaj tudi neuradno zaključen. Treningov je konc, zdajle počasi se bojo nadaljevali top 16 betli. Mi smo spet malo tehničnih težav, kot sem omenil.
Kaj čistočen, iskreno povedan, nimam pojma, mogoče bo ti znal kaj več o temu povedati. Ja, šel sem nazaj na stezo, nadaljeval s tem, kar sem začel z današnjim treningom in bil kar zadovoljen s tem, da smo lahko normalno kolikor toliko odpeljali tale kompleten layout. Štartati pač v drugi, 75% plina, pri štartanju v tretjo si na sklop, ki ima več časa vzeti in tudi potem počasi tretjo dozirati, ne pač kar hodati gas. In že tako sem bil v bistvu na točki iniciacije v limiterju za kakšne 2 metra in v bistvu cel layout pol v tretji odpeljati. Nekako je ratal na ta način kot iz zak skurva zmanjšati in pač pol probati vse v tretji za zelo malo kota odpeljati. Kar je pa zelo neugodno, ker se ti v tem primeru sploh avto, kakor ga imamo, zelo hitro poravna. Zelo težko je peljati tisti tak minimalen kot, pa tudi v bistvu nekega spektakularnega dima ni. To se bo verjetno videl oziroma se je videli iz posnetkov tudi. Ampak ja, pač layout odpeljati, povezati, the best. In to je počasi to za Hockenheimring. Okay? Yeah? Yeah. Take another one. Enjoy. A ste videli ta nasmešek? Tako. Stare, znucene, semisli gume do konca, sprašujejo, če jih lahko vzamejo. Ja, itak, mislim, saj nam jih ni treba dan peljati in nasmešek je sam takole, kar rečeš, ja, tako noro. Mi pa ki razmišljamo o temu, kako bomo zdaj to vse danes pakirali, imamo pa tudi nasmešek na faci, zato ker se nam rabi s tem ukvarjati. Nismo še zaključili. Ne. A se spomnite vdaje na Netflixu Hyperdrive, kjer sta tudi nastopala 2 nemška drifterja, in sicer Alex in Corinna Graf. No, ona dva sta tudi tukaj in na drugem koncu Hockenheimringa imata postavljen drift layout, oziroma nek bolj drift poligon, in so nas povabili, če pridemo tja furat. In glede na to, da imamo še neki benzo za skurt, imamo še neki kum za skurt, smo valjda rekli ja. Tako da gremo zdaj tja. In še ena dobra stvar je, ne rabimo dati avto na parkulco, se lahko kar z avtom odpeljemo do tja. Really? Really. We see us there. Thank you. Bye. Thank you. Have fun. Yeah, sure. Okay, entry is there, Yes. so have fun. Thank you for this, man. You're welcome. 24x2 je 48.
Nah, just just fun. it's a bit small, yeah. Yeah. I know for battles it's not perfect, Yeah. the layout, Yeah. because we only have here a drift taxi event, you know? Okay, yeah. And the guys sitting beside, Mm-hmm. when they only have two curves, you Yeah, know yeah, what yeah. I mean? Yeah. Then they sit here, one side here, one side Yes. down, on the end. And I wanted to drive like third gear, as much wheel speed as possible, and I did, and that it was cool. Yeah. We're gonna cool down a bit, do a couple of more laps, Okay. have fun. Nice, It's yeah. super cool. It's good you're doing this. Yes, cool. Thank you so Thank much. you. Have fun. Have fun. Yeah. Enjoy. Bye. She's the best. Misija Hockenheimring zaključena. Kaj ne rečem? Uspešno ali neuspešno? Kakorkoli, če potegnem črto, že sam, da smo prišli sem, da smo lahko vozili na tem legendarnem Hockenheimringu s Tomketom, je že zelo velik. Nabrali smo si ogromno nekih novih izkušenj, nekaj novega smo se naučili. Predvsem pa vse to, kar je bilo zraven hangat z Elijem, Kozmotom in ekipo Drift Brothersov. In ja, biti tukaj s tem gridom, s temi driverji, s temi hudimi avti, fenomenalno. Upam, da v prihodnjem letu se spet vidimo na Hockenheimringu. Definitivno pridemo do takrat bolj pripravljeni. Zdaj, ko smo pobrali vse te podatke, kaj in kako, kaj lahko nastavimo, kaj lahko naredimo drugače, oziroma itak imamo v planu spet seveda čez zimo neke izboljšave, mogoče že prej, bomo videli, kaj bo čas prinesel. Konec koncev, konec današnjega dneva smo se nenormalno zabavali tamle na tistem drift poligonu za Mercedesovo tribuno z grafi, tako da še enkrat hvala njim, še enkrat hvala Beniju. Do naslednjič, šerite te videe, lajkite, naročite se na kanal, če še niste. Trudili se bomo še naprej s kontentom, kar se da dobrim, kar se da zanimivimi vsebinami in seveda, see ya!